Zelo lep naslov je današnjega pogovora, vloga koroških Slovencev v tem odnosu. Kaj bi bila ta vloga? Ne vem, kako bi jo uprispodobil, kako jasno povedal, kar mislim. Ampak ni lepše prispodobe, kot je prispodoba otroka, ki ima očeta in mater. Koroški Slovenci ste in so lojalni državljani, dobri državljani Avstrije, radi imajo državo Avstrijo. Po njihovih žilah se pretaka slovenska kri. Morda je že mešana, pa vendarle, po njihovih žilah se pretakajo slovenski geni. In njihov odnos do Avstrije in Slovenije je kot odnos otroka, ki želi, da se oče in mati razumeta. Nič drugega. Najbolj otroka moti, če se kregata. Zato je tudi sicer otrok najboljša povezovalna sila med očetom in materjo. In seveda pri tem je treba razumeti, da mater zelo moti, če ima oče slab odnos do otroka ali obratno. In resnično Slovenijo moti, če ima Avstrija slab odnos do manjšine. Tako je. In nas bo vedno motilo. Radi bi, da bi ne samo vlada na Dunaju, ampak tudi koroška vlada razumela, da so to njihovi državljani in da morajo skrbeti ne samo za prebivalce Koroške, nemškega rodu, ampak tudi izpolnjevati želja in pričakovanje tudi Slovencev, ki so ravno tako državljani Avstrije. Glejte, če bi uspeli to vzdušje poglobiti med Slovenijo in Avstrijo preko manjšine, potem šele ne bo več meja po Karavankah. Mi smo odpravili, mi smo člani Evrope, prost pretok naj bi bil. Vendar, dokler ni takega vzdušja prijateljstva, seveda bojo Karavanke še vedno Karavanke. In tudi mi zelo želimo, da se sprosti ta odnos tudi s Koroško.
Mi imamo zelo dobre odnose z državno vlado Avstrije, z državo Avstrije, moti nas pa s Koroško. In želeli bi, da bi se tudi nemško govoreči Korošci, nemškega rodu, čutili na nek način varne v Evropi. Mislim, da so vendarle obdobja strahu pred Slovani mimo in da svoje narodne biti mi ne moremo ohranjati v konfliktu, v nasprotju z drugo narodnostjo, ampak samo v prijateljskih odnosih, v spoštovanju narodni krvi, ki teče po naših žilah. Če se Slovenci v Evropi, ko meje izginjajo, ne bojimo za svojo narodnost, se ni treba nemški narodnosti bati Slovencev. Mislim, da je to povsem jasno. Še enkrat, vaše društvo, spoštovani predsednik in vsi, je velikega pomena in Korošci, koroški Slovenci imajo velik pomen v graditvi teh odnosov, ki seveda se najprej začnejo z dobrimi čustvenimi odnosi, z odprtostjo, šele na to sledi lahko tudi politika, gospodarstvo in vse drugo. Želim vam lep dan in vsekakor, da bi tako, kot so bili ubrani glasovi, tudi vaši glasovi pri razpravah lepozvočni in tudi usmerjeni v dobre cilje. Ja, lepo pozdravljeni. Skoraj leto dni je minilo, ko smo v tej dvorani razpravljali tako v okviru Koroških kulturnih dnevov o poteh uresničevanja 7. člena Avstrijske državne pogodbe 50 let po njenem nastanku. Takrat smo skoraj za eminentnimi govorniki in gosti ugotavljali, da je uresničevanje tega manjšinskega člena, ko govori o zaščiti koroških Slovencev, vedno znova in znova podlaga različnim interpretacijam za potrebe dnevne in predvolilne politike in zato neuresničeno v celoti. Vendar danes živimo v Evropi 21. stoletja, ko se v duhu tolerantnosti in medkulturnega dialoga prizadevamo za strpnost in razumevanje drugačnosti, že zato, ker v Evropi živi okrog 200 narodnih manjšin, ki predstavljajo okrog 60 milijonov prebivalstva. In večina njih živi znotraj Združene Evrope. Pravzaprav ni države, ki ne bi obkroža večnarodnosti in večkulturni prostor. Zato je tak prostor pomembna stičiščna točka sosednjih držav. Žal se tega države pogosto ne zavedajo in prav to bogatenje in povezovanje kulturne različnosti je po mojem mnenju ena najpomembnejših vlog tudi Slovencev na avstrijskem Koroškem. Na lanski okrogli mizi je bil eden od zaključkov tudi napotilo, da moramo Slovenci izkoristiti možnosti, ki nam jih ponuja članstvo v Evropski uniji in za krepitev čezmejnega sodelovanja z Avstrijo. Bodisi preko državnih ustanov, bodisi preko različnih organizacij civilne družbe na vseh ravneh življenja, na kulturnem, izobraževalnem, športnem, gospodarskem, lokalnem, umetniškem, literarnem in še bi lahko našteval. To je seveda tudi edinstvena priložnost, da se bolje spoznata tudi obe državi, naroda, kulturi in pa drugo. Naslov današnje okrogle mize ima tudi politično konotacijo, ki je za bilateralnega vidika lahko zelo občutljiva. Večkrat je strani koroških Slovencev slišati opozorila, da bi se morala Slovenija bolj vključiti v razreševanje manjšinske problematike na avstrijskem Koroškem. Vedno ostaja realna možnost, da bi lahko storili več. In vredno bi bilo storiti več, saj smo sosednjo Avstrijo ob skupni preteklosti več kot le sosedi. In je zadovoljstvo koroških Slovencev za lastnimi položajem v dobrobit tudi dežele Koroške, ki v Evropi nosi pečat simbioze večkulturnosti. Na podlagi zgodovinskega spomina in boja za ohranitev narodnostne identitete predstavljajo spodbudo za preseganje jezikovnih, nacionalnih, kulturnih in političnih meja v Evropi.
Zato je njihova vloga že v okviru večkulturne in večjezikovne Evrope pomemben izziv za medsebojno spoštovanje in enakopravnost v prizadevanju za demokratični dialog med narodi. Letos smo sprejeli tudi zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja, ki naj bi Slovencem izven meja matične domovine omogočil tesneje in učinkovitejše sodelovanje z matico. Državni svet se je pri sprejemanju tega zakona zavzel za večjo vlogo Slovencev izven meja matične države pri uresničevanju slovenske politike pri izboljšanju njihovega položaja. Podprl je predlog, da se zaradi bolj učinkovite uveljavitve zakona za vodjo Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu imenuje ministra brez listnice. Predlog, da se med nosilce sodelovanja Slovencev v zamejstvu in po ključu tudi vključi državni svet, pa v državnem zboru ta predlog ni bil sprejet. Sicer pa državni svet tudi v okviru svojega mednarodnega udejstvovanja vse skozi išče možnosti in poti, kako bi na najprimernejši način lahko uresničili mednarodno priznane manjšinske pravice v skladu z mednarodnimi obveznostmi ter domačo zakonodajo. Tako dobro sodeluje z Avstrijskim zveznim svetom, zgornjim domom avstrijskega parlamenta, ki med zveznimi deželami zastopa tudi Koroško. Naj omenim, da je bila delegacija državnega sveta lanskega novembra prav na povabilo predsednika Avstrijskega zveznega sveta na delovno obisku v Celovcu, kjer smo s predstavniki slovenskih gospodarskih organizacij poudarili medsebojno gospodarsko sodelovanje med državama oziroma sosednjima regijama v okviru lastnih projektov in projektov Evropske unije. Naj končam za spodbudno mislijo, ki se navezuje na moderno in stabilno Evropo 21. stoletja. Tudi narodne manjšine so sestavni del politične in kulturne podobe Evrope, na katerih sloni njena identiteta. In zato sta moč in stabilnost Evrope in njene vsake posamezne države odvisni tudi od narodnostnega in kulturnega udejanjanja ter varstva zgodovinskih interesov njenih narodnih, etničnih in jezikovnih manjšin. Želel bi danes, da se še v tej dvorani prijetno pomenkujemo in usklajujemo naše medsebojne interese, ki so seveda zelo prijetni in dobronamerni. Hvala lepa. Hvala za povabilo. Smo v isti hiši, sodelujemo, ampak včasih bi to sodelovanje lahko bilo tudi boljše. Razumel sem prej besede predsednika, ampak odločitve so takšne, kot so. Današnji naslov, vloga koroških Slovencev v slovensko-avstrijskih odnosih. Naše stališče komisije je, da je manjšina most, da je manjšina priložnost za uspešno sodelovanje med narodi, med tistimi, torej med večinskimi narodi. In seveda, kako ta most uspemo izkoristiti, to je drugo vprašanje. Odnosi med Republiko Avstrijo in Slovenijo so dobri. Pravzaprav na vseh področjih, razen na področju manjšine na avstrijskem Koroškem. In tukaj lahko ugotovimo, da se stvari na nekih področjih izboljšujejo. In mi kot Komisija za odnose Slovencev v zamejstvu in po svetu si prizadevamo in si bomo tudi še vnaprej prizadevali, da bomo naše sogovornike, tako na zvezni, kakor na deželni ravni, vedno znova opozarjali na ta odprta vprašanja. In seveda pričakujemo napredek. Na drugi strani pa pričakujemo tudi enotnost v sami manjšini. Ko se pogovarjamo s našimi kolegi, poslanci, tako na deželni, kakor na zvezni ravni, nam dostikrat, oziroma skoraj da vedno nam povedo, saj manjšina ni usklajena. In tudi sami to vemo, da tudi
v krovnih organizacijah in tudi v organizacijah širše na Koroškem so različni pogledi za reševanje odprtih vprašanj. In tukaj je najbrž tudi naša dolžnost, da si prizadevamo v tem smislu, da se manjšina poenoti v svojih hotenjih in enotno nastopa tako do deželne, kakor tudi do zvezne ravni. In mogoče je danes tukaj priložnost, da v okviru te točke vloga koroških Slovencev v slovensko-avstrijskih odnosih se spregovori tudi o tem vprašanju. Za nami je zakon, katerega smo dolgo čakali. Zakon je dober, morda bo čas pokazal, da je potrebno še kakšno stvar spremeniti, dopolniti in to bomo tudi storili, če bo potrebno. Pomemben člen v zakonu je svet za Slovence v zamejstvu. V tem svetu bodo sedeli iz manjšine tisti ljudje, katere boste vi sami izbrali, oziroma katere bo manjšina kot subjekt mednarodnega prava sama izbrala. Predsednik vlade bo spoštoval, pravzaprav mora spoštovati na osnovi zakona to odločitev in bo jih imenoval. In to je tudi odgovornost manjšine. In prav tu, v tem svetu, bo priložnost in odgovornost za sooblikovanje politike matičnega naroda do prioritet, ki bo jih država Slovenija izvajala do svoje manjšine, do svoje avtohtone manjšine v zamejstvu. Res je, da je vladni organ tisti, ki nekako izvaja to našo skrb Republike Slovenije za sodelovanje s Slovenci v zamejstvu in po svetu. Torej tukaj se predvsem orientiramo na ohranjanje slovenskega jezika, slovenske kulture, slovenske identitete, vendar pa tudi gradimo na večanju tega sodelovanja z Republiko Slovenijo. Kot je bilo danes že tukaj rečeno, Avstrija je več kot samo soseda. To je sosednja država, ki nas povezuje tudi z slovensko skupnostjo, ki živi na Koroškem in na Štajerskem. In tukaj vidim, da imamo z pripadniki slovenske skupnosti, ki živijo na Koroškem in seveda tudi na Štajerskem, možnost, da ta prostor med Slovenijo in Avstrijo povezujemo na en veliko bolj učinkovit, na eno veliko bolj kreativen način, ker imamo na Koroškem pripadnike slovenske narodne skupnosti, ki poznajo slovensko kulturo, slovenski jezik, ki pa so istočasno tudi avstrijski državljani in poznajo nemški jezik in to recimo nemško kulturo. V tem smislu je manjšina pomemben element v odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo. Pomembno pa je tudi, da ima svoj status kot manjšinska skupnost urejen, da lahko s svojim znanjem, s svojimi prispevki enakovredno se uveljavlja v družbi večinskega naroda. Jaz tukaj ne bi več govoril v tem uvodnem pozdravu, bi pa povedal to, da se lepo zahvaljujem organizatorjem za današnje povabilo na okroglo mizo, da tudi urad si želi krepiti sodelovanje med Republiko Slovenijo in pa med slovensko skupnostjo v Avstriji in da tukaj vidimo društvo slovensko-avstrijskega prijateljstva kot en pomemben element v tej krepitvi sodelovanja. Opazili ste, da sem se izognil vsem pozdravom na začetku, jaz sam ne bi želel koga pozabiti med vami. Lepo pozdravljam vsi skupaj. Hvala lepa. Seveda je to za nas ena lepa priložnost, da imamo možnost, da tu diskutiramo na tako prominentnem mestu o vlogi manjšine kot povezovalnega faktorja med sosednjima državama. Slišali smo zelo lepo prispodobo iz ust predsednika državnega zbora o družini, o očetu, o otroku in očetu materi. Naša želja je, da nikoli ne bi imeli občutka, da imamo mačeho in očima, ampak da smo res ena
v redu, družina, v kateri so vsi zadovoljni in končno, če se starši dobro razumejo, potem je to seveda za otroka najboljše razmerje, najboljše razpoloženje se najbolj lepo lahko razvija. Slišali smo pa še eno drugo prispodobo iz ust predsednika komisije, ki je imenoval tole vlogo, ki jo imamo, most med sosedama. Dovolite, da začnem s poezijo, kajti o mostu in o vlogi mosta je razmišljal tudi naš pesnik Andrej Kokot, ki je napisal naslednjo pesem z naslovom Most. Prišel je človek in zaukazal, bodi most. In bil sem most. Po mojih železobetonskih rebrih so hodili ljudje in bogovi in teptali moj krivi hrbet. Čas pa je počasi spodkopal mojo trdnost in jo nekega dne dokončno uničil. Moji napeti loki so se vzravnali in bil sem spet človek. Odtlej bežim pred ljudmi, ker se bojim, da mi bo spet kdo zaukazal, bodi most. Torej most lahko gledamo s takimi in z drugimi očmi. Naša želja seveda je ta, da bi res prispevali kot manjšinci k temu, da bi se razmerje med Slovenijo in Avstrijo čim bolj brez ovir in brez razprtij razvijalo in dobro delovalo. Predvsem tudi na kulturnem področju, to je moje področje, zaradi tega bi jaz takole nekaj o kulturi povedal, ne? In tu je zelo važna kulturna izmenjava med sosednjima državama. Po letu 1945, morda se tega ne zavedamo vedno dosti, po letu 1945 je uradna kulturna izmenjava med Koroško in Slovenijo dobro delovala. Redno je prihajala ljubljanska opera v Celovec, ljubljanski balet je bil neverjetno priljubljen, Celovško mestno gledališče je prišlo s svojimi operetami v Ljubljano in je imelo tu svojo publiko, zelo hvaležno publiko, ker je to bila ena zvrst, ki v Ljubljani ni bila, Bog ve kako prezentna in priljubljena v tem času. Leta 1972, ko se je začel tisti Odstafelšturm, ko so trgali table, je to bilo ukinjeno in prosim, do danes nič podobnega nismo uspeli doseči. Leta 1983, kolega Janko Male se dobro spominja, smo vložili eno prošnjo tako na slovensko vlado, kako tudi na deželno vlado na Koroškem, da bi se tale uradna kulturna izmenjava med sosednjima deželama, oziroma danes moramo govoriti o državi, ampak kljub temu v teh sosednjih regijah, da bi se to spet ponovilo, obnovilo in poživilo, ni nam nič uspelo. Drugi primer, ko se je koval novi kulturni sporazum, ker se je iztekel stari med Avstrijo in Jugoslavijo, ko se je koval novi sporazum med Avstrijo in Slovenijo, smo rekli, mi kot, če že hočemo tale pojem spet uporabljati kot most, želimo, da smo mi od vsega začetka upleteni v to. Mi hočemo svoje predstave in svoje želje deponirati, da bo vse tole zajeto, kar mi pričakujemo od enega takega mednarodnega dogovora. Ni nam uspelo, so rekli, ja, boste že videli, mi bomo že gledali na to, da bo vse lepo tako formulirano, da bo tudi vam v korist. Naj omenim nekaj zelo konkretnih stvari še naprej. Med Ljubljano in Celovcem obstaja prijateljstvo, to sta dve mesti z zmajem kot simbolom in tako naprej. In redno se srečavajo predstavniki ene in druge mestne uprave. In jaz sem že pri več priložnostih opozoril županjo in njeno referentko za stike z tujino in tako, kako se imenuje, ne vem, tisto mesto v upravi,
da ima Ljubljana eno najbolj prominentnih cest, ki je poimenovana po Celovcu. To je Celovška cesta, 5 km dolga, celih 5 km, zelo reprezentativna. V Celovcu smo imeli eno Laibacher Straße do plebiscita, so jo potem preimenovali v Rožansko cesto, Rosenthaler Straße, in do danes Ljubljana v Celovcu kot sosednje mesto in prijateljsko mesto ni zastopano. Ali še en tak primer. Svoj čas so v okviru tega prijateljstva povabili tudi Ljubljansko Dramo na gostovanje v Celovško mestno gledališče. Slovenske organizacije niso o tem obvestili. V zadnjem trenutku je potem nekdo prišel od magistrata Celovškega k našim organizacijam in je rekel, zdaj pa vaša dolžnost, da vi tole hišo napolnite. Rezultat je bil, da je bilo 17 ali koliko gledalcev, ko je prišla Ljubljanska Drama v Celovec. To so stvari, kjer se sprašuješ, kako pa deluje tole prijateljstvo in kje je tisti faktor, tista inštitucija ali tisti politični dejavnik, ki bi se spomnil, da je treba tudi pač koroške Slovence uplesti v to in povezati. Neko drugo področje, kar sem sam doživel, mislim, da je celo gospod Peter Wenzel bil takrat minister za šolstvo v tistem času in jaz sem vodil višjo šolo za gospodarske poklice v Šentpetru in sem se enkrat najavil, ker so prišli starši k meni, mi smo imeli precej učenk in tudi fantov, enega vidim tu, ki so prišli k nam čez mejo, ker je to en šolski tip, ki ga Slovenija ne pozna v tej obliki. In so prišli, so rekli, mi ne vemo, a dobimo kakšne podpore ali štipendije, kaj se da. In sem prišel k eni podsekretarki tvoji, ki me je med enim obiskom iz Makedonije vsakih 10 minut za nekaj minut sprejela in poslušala. In sem mi svojo željo tolmačil, ne da bi nam dala Boge kakšne podpore, samo imenuje nam tiste možnosti, ki jih imajo starši Slovenije, če pošljajo otroka k nam v Avstrijo na šolanje, še na eno dvojezično šolo. To je imelo še drugo ozadje, mi smo hoteli tudi doseči, da bojo naše učenke več slovenskega govorile, ampak to je druga stvar. In je rekla, veste kaj, mi staršem, ki pošiljajo svoje otroke v tujino, nič ne bomo dali, ker mi imamo doma sami dosti kapacitet na šolskem področju. To je nekaj tako nezaslišanega, Vsi vemo, kako važno je, da mlad človek pride v tuje dežele, da spoznava drugo kulturo, še pa posebej važno je, da se manjšinci z otroci matičnega naroda zbližujejo, spoznavajo in tako dalje in tako naprej. Da ne bom predolg, bi še nekaj iz kulturnega področja predlagal. To niso, prosim, če sem malo kritičen, ne to tako razumeti, da že govorim o mačeh in tako naprej, ampak to so samo predlogi in stvari, ki pač se dajo odpraviti in se takole zboljša razmerje.